Šifrerjeva prva pesniška zbirka, pesmi iz leta 2020, je vzbudila pozornost za nenavadno in občuteno lepoto, nova pa prinaša še veliko novosti. V njej se uveljavljata tako povezava kot prepletanje pesmi, ki govorijo o duhovnosti in osebni rasti, ter pesmi, v katerih se uveljavlja lirika par excellence. Pesnik abstraktni vidik ljubezni prenese na vse obstoječe, ontološki aspekti se potem takem tej determinanti podreje. Hkrati pa zatrjuje, da je vse eno in da ni časa. Kakvi komentar? Vztrajam, samo ko sem prej rekel 1978. Ja, hitro je vidno. Zdi se, kot da je v svoje dlani in verze ujel modrost in zdaj jo želi deliti z drugimi. Ne gre pa samo za vednost, saj je lirski subjekt tudi sočuten in ves razbolel zaradi zla in trpljenja, ki jo vidi okrog sebe. Po mojem ni treba kaj to skomentirati, jaz zaradi tega ne gledam televizije že 30 let. Boris Šifrer občuduje lepoto narave. Sočasno je on sam tisti, ki vanjo vnaša občudujoč pogled, s katerim se razkriva posebna estetika. Pesnika sprejme gost, drevesa v njem se mu ponujajo, da jih objame in poljubi, pri tem pa je v tej poeziji očitno še nekaj posebna tišina. Ja. No pa res ne. Samo s njo malo deležen. Malo smo je začutili pred začetkom tega odgovora.